točno z biciklom. Res? Z kolesom ste prišli? Se boste pridružili, da vas vprašamo, kako vprašanje? Dve? Kar prisedite. Ja, daj. 7 dni vožnje. Aha. Samo, mora se vas slišati, pridite. Ker med najo se sedite, prosim. Ja, zdaj sem... Evo. Kaj pravite, 7 dni vožnje do Stuttgarta? Z biciklom, ja. Lepe vožnje, težke vožnje. Niti malo ne izgledate utrujeni. Ja, včeraj smo prišli, kar zvečer pozno, za 10 uro smo bila tlele v hotelu. Kaj ste najprej naredili za regeneracijo? Ja, vse se ve. Pivička. Super. Nazaj tudi s kolesom? Ne, nazaj bomo šla do Mihna, Ulm, prespala pa v Minhen s kolesom, potem pa pridejo kolega pa sin, pa gremo z avtomobilom nazaj iz Mihna domov. Ste bili veseli, da ni tekma, recimo v Hamburgu, da je vseeno malo bližje? Sigurno. Spet je to naporno, 850 km do centra je bilo Stuttgarta. Alpe so kar naporne. Iz Kopra? Iz Kopra, ja. Kaj čujem po glasu. Iz Kopra. Kar nekaj Koprčanov smo včeraj na poti srečali. Vas je zajela malo nogometna vročica? Ja, je vse verjetno celo Slovenija tudi, ne. Z razlogom? Z razlogom, seveda z razlogom po tolikih letih, ki nas ni bilo na nekem tekmovanju večjem, je lepo. Smo bili tudi v Amsterdamu, zdaj po 24 letih pa smo se odpravili tlele kaj. Upamo, da bomo kaj naši naredili, ne. Jaz upam naslednji krog. Zdaj. Glavno, da se borijo fantje, ko so se do zdaj in srečo. Super, samo še ime priimek bi prosil, da vas vemo. Dejan Dekleva. Dejan Dekleva iz Kopra. Ja. Hvala Super, vam, hvala vam. da ste se nenadejano pojavili v našem podcastu. Je nič, Marko, gremo na... Kaj to je, to pride po radiju? Ne, to bo objavljeno na platformah za podcaste, na Večerovi spletni strani, na YouTubu. In ja, zdaj sem že povedal del uvoda. Zanimiv uvod smo imeli v tokratni Europolcajt. To je podcast o žogi, igriščih, slačilnicah, napadalcih, branilcih, trenerjih, selektorjih in športnih direktorjih. To je Europolcajt. Europolcajt. Prijetno jutro danes, po včerajšnjem prijetnem dnevu s slovenskimi navijači. Jaz sem se peljal iz Maribora skupaj z zelo zanimivo skupino. Kako si ti preživel soboto? Predvsem je bila v spredju, tako v zadnjem polcajtu razlagal, spet logistika. Ne? Ja. Jaz sem pa prihajal iz Wuppertala v Stuttgart in spet avtocesta, bencinski črpalke, zastoji, navigacija in take stvari. Ne? Tak da. Je bil bolj volan, pa potem, ko sem bil na samem prizorišču, vlak in postaje in tako naprej. Tak da, ja. Nisem še ekspert za vse te stvari, ampak sem pa prišel na vse svoje cilje. Super, tudi jaz, k sreči, čeprav je bilo vmes kar nekaj ovir, če smo tako malo v vati. Greva na reprezentanco, bil si na tiskovni konferenci Slovenije. Kaj je bilo povedano, kakšno je vzdušje? Ja, reprezentanca je spustila sicer tisti uradni trening na Stuttgart areni, kot pravi selektor Matjaž Kek, je to časovno okno premajhno, mislim, da organizator dovoli zgolj 50 minut, da se trenira na uradnem prizorišču, pa še tam ti lahko recimo pol igrišče zaprejo, če bi bila trava ne čisto tipi-topi, ne. Tako da so rajši trenirali v Wuppertalu, sta si pa potem Matjaž Kek in pa Timi Max Elšnik vseeno ogledala stadion, slačilnice in pričala o že zdaj fantastičnem vzdušju, ko vidiš slovensko zastavo v slačilnici, da se že tukaj kocine postavljajo po konci. Matjaž Kek je imel nasmešek res skoraj da okoli ušes, ko je hodil okoli. Tudi zaradi tega, ker je pred 11 leti na istem prizorišču že doživel en velik uspeh, takrat z Rijeko izločil Stuttgart v zadnjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Tako da se neki lepi spomini vračajo in pa novi lepi že vzpostavljajo. Zdaj od prvega najnega Europolcajta je minilo kar nekaj dni. Medtem so se rešile težave z poškodbami v reprezentanci. Dokončno je postalo jasno, da 26 igralcev, ki jih je selektor Kek določil, ostaja teh 26.
kaj se je dogajalo v Wuppertalu minule dni, v bistvu treningi, najprej tisti uvodni za 5000 obiskovalci, kar bučen, sicer pa verjetno nič posebnega z vidika reprezentance. Ja, pač dobro, lokacija se je spremenila, ampak je vse zelo skupaj podobno tistemu, kar imajo na Brdu pri Kranju. Tudi tisti hotel Das Vesper na obrobju Wuppertala zelo spominja na nacionalni nogometni center, vse skupaj je malo maknjeno, golf igrišče je blizu, tako da tudi nogometaši poročajo, da se počutijo tam zelo domače, imajo tudi poskrbljeno za neko druženje, pikado, namizni tenis, namizni nogomet in pa seveda konzole z videoigricami, predvsem za FIFO, in potem kar čas mineva. Tako da je neko pozitivno vzdušje se vzpostavlja, oziroma je že postavljeno v reprezentanci. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Najbolj sem bil seveda pozoren na članek, ki si ga objavil na Game Over. So izpostavili tudi komad, ki ga najraje poslušajo od te izjemne slovenske glasbene skupine. Ne, komad niso izpostavljeni, ampak če smo prav slišali, ko je tisti zvočnik prihaja iz avtobusa do Slačinca, mislim, da je bila ona Ljubezen in tega je za dva. Okay. Ampak ja, bom tu končal z oponašanjem Marka, Stefanija in Denisa. Ja, poznaš imena člana skupine, zanimivo, bravo Marko. Je nič, včeraj, kot smo dejali, že poln Študgart slovenskih navijačev, okoli 13 000 naj bi bilo danes na tekmi. Izjemno vzdušje se obeta. Že včeraj je bilo zelo pestro, zelo fajn štimonga, lahko povem. Nogometaši se verjetno tega zavedajo, da bodo imeli res bučno podporo s tribun. Ja, denimo Timi Max Jelčnik niti ni mogel prehvaliti, kaj vse to, koliko nekih pozitivnih sporočil dobiva iz domovine, koliko to tem domačim ljudem pomeni. Že prej v Ljubljani je recimo dejal, da iz Zlatoličja prihajajo cele organizirane skupine, da je tam na tistem delu Štajerske res prava euforija, tudi zaradi tega, ker imajo svojega človeka zraven, tako da ja, vsi se veselijo te podpore navijačev, invazije, selektorjem na čelu, ki pravi, da je v teh dneh lepo biti fuzbaler v Sloveniji. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Res je in lepo je biti navijač slovenske reprezentance. Upajmo, da bodo naši nasmeški, kot je selektorjev, čim dlje ostali, čim bolj široki. Za konec sem želel narediti eno stavo. Se moram bati? Ne, zdaj se bomo dogovorila. Torej, če Slovenija napreduje skupine, kaj si pripravljen storiti? Ja, iti z vlakom domov, ker boš ti ostal tukaj. Ok, dobro. Jaz pa ne bom kot primorski prijatelj, ki se nam je na začetku pridružil, si pa ne bom napovedal, da bom šel s kolesom domov. Kaj pa predlagaš za mene? Da ostaneš do 14. julija. Ojoj. Upam, da moja Nikita tega ne bo poslušala. Marko, napoved za današnjo tekmo. Na kratko. Dajmo na kratko, remi 1-1. Ok. Jaz pa napovedujem zmago Slovenije. Super. To bi bilo za tokrat v Evropolcetu vse. Seveda pa vabljeni na Večerovo podstran Euro 2024, kjer lahko preberete vse vsebine, ki jih sproti iz minute v minuto, iz ure v uro objavljamo iz Študgarta in Nemčije, iz Evropskega prvenstva v nogometu. Zdravo.